Sociologi na splošno razlagajo, ne samo pri nas, a ne, da smo v nekem globalnem krču krize zaupanja. Uh, Govorimo o nekem globalnem krču, ampak zanima me, ali menite, da ima recimo to dejstvo tudi neko, da je kulturno pogojeno, torej da se tudi v posameznih družbah izraža na različne načine, kar morda se da tudi v današnji situaciji s covidom videti. Ja, hvala za povabilo, vprašanje in besedo. Ja, če se osredotočim pač na trenutno situacijo z epidemijo oziroma pandemijo koronavirusa, mislim, da je zelo jasno bilo tudi že večkrat v medijih izpostavljeno, da se soočamo z veliko krizo zaupanja, ki se kaže na večjih ravneh. In ko govorimo recimo na ravni, če se osredotočim na pač že izpostavljeno temo cepljenja, ne, je ena izmed teh okrnjenih zaupanj je zaupanje v znanost. V nedavni raziskavi, ki sem jo izvajala skupaj s Centrom za socialno psihologijo, ki smo jo izvajali v bistvu na populacijo mladih in njihovem sprejemanju cepljenja proti covidu v Sloveniji, smo ugotovili, da je ta stopnja zaupanja v znanost različna glede na različne podskupine mladih, a ne. To pomeni, a ne, da zelo težko, tako kot govorimo o zdravstveni pismenosti, a ne, tudi na ravni zaupanja, pa zaupanje je kompleksen pojem, ki zavzema recimo na področju zdravstva tako zaupanje v znanost, zaupanje v zdravnike, zaupanje v zdravstveni sistem, zaupanje v druge inštitucije na področju zdravja, zaupanje tudi v recimo informacije, ki jih najdemo na v različnih virih na spletu, a ne. Težko enoznačno ocenimo, a ne, kako naslavljati to pomanjkanje zaupanja. Ena izmed po moje pomembnih vidikov, a ne, se danes že večkrat izpostavlja, je pač povečanje znanja in tukaj pomembno vlogo igra pač zdravstvena pismenost, ko govorimo o spletnih zdravjem povezanimi informacijami, pa seveda tudi zdravstvena pismenost ali digitalna zdravstvena pismenost, a ne, ki pač ima v primerjavi z zdravstveno pismenostjo še ta dodatek, a ne, da, če temu lahko rečem dodatek, da pač naslavlja tudi problematiko te infodemije, a ne, se pravi kvalitete informacij na spletu, ki, kot smo že večkrat, mislim, da v tej okrogli mizi poudarili, se te informacije v veliki količini, zelo v veliki količini prisotne in nimajo pač neke enake ravni neke enake ravni kredibilnosti, a ne. Zdaj, vprašala ste me, če so kulturno pogojene, če je kulturno pogojeno zaupanje. Seveda so pač različni dejavniki, ki vplivajo na to, in ena izmed tega je seveda tudi kultura, v kateri živimo, a ne. Če recimo samo primerjamo zelo tako, lahko tudi čisto laično, zahodni svet pa vzhodni svet, a ne, tudi ko govorimo o držanju ukrepov na področju pač koronavirusa, a ne, je pri tako imenovanih demokratičnih družbah ali pa zahodnih družbah in tudi z seveda nekimi drugimi tendencami, ki so zelo kompleksni, zdaj jih ne bom Ja. naštevala,
se pojavlja pač velika, večja mera neke, dvomljivosti, lahko skeptičnosti do pač informacij, do inštitucij, do soljudi, medtem ko v vzhodnih kulturah, a ne, če zdaj tako zelo, na kratko ponazorim, a ne, so te, tendence drugačne, ker je drugačna oblika pač odnosa do avtoritete, do odnosa do moči, odnosa do, znanosti, do, načinov interakcij, in na kakšni ravni do njih pač dostopamo, ne. Tako da vsekakor so, te razlike, a ne. Naj pa še eno reč izpostavim, a ne, ko ravno govorimo o zraven povezanimi informacijami in spletu, a ne. Splet je danes postal ključna, kritična, infrastruktura, a ne. Danes o spletu, težko govorimo, a ne, da samo je, ampak je pač eden izmed kritičnih infrastruktur, ki jih bomo uporabljali oziroma jih uporabljamo za, digitalizacijo tudi zdravstva, in, je ključni tudi del pač našega vsakdanjega življenja, tako imenovan naš samoumeven podaljšek, našega vsakdanjega življenja, a ne. To ne pomeni, a ne, da nadomešča neke naše osebne, stike, tudi ko govorimo o stiku z zdravnikom, a ne. Mislim, in tudi dejstvo je, a ne, da odnos pacient-zdravnik, oseben odnos pacient-zdravnik, bo, ostal na primarni ravni, a ne. Tudi, raziskave kažejo, a ne, če samo spomnim nazaj na našo raziskavo o pacientih, z rakom, a ne, da v bistvu na prvem mestu so zdravniki in zdravniki specialisti, a ne. Zdaj, nadaljnje vprašanje pa je, kako se bo izkoristil splet kot pač kritična infrastruktura in ki je v bistvu neizogiben, del, našega vsakdanjega življenja in na kakšen način bo pač vpleten v, zdravstveni sistem, v zdravstvene storitve, v odnos pacient in zdravnik, in tudi na koncu koncev pač, pri, recimo naslavljanju tudi zdravstvenih težav, posameznikov. Hvala lepa.